Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli ponovno v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z nami je danes posebna gostja, ki jo že vsi poznate, zato je ne bom posebej predstavljal. Gre predvsem za žensko, ki ima izjemno globino in odprto srce. Srečala sva se pred nekaj časa, bil sem tudi gost na večeru, torej večeru z Manco Košir. Pozdravljena. Dober večer, Dejan. Zelo sem vesela, da se boste vlogi zamenjali. Tako. In tako v miru počivam in gledam, kaj me bo sprašval. Odlično, odlično. Torej, odnos do sebe je tema novembrskih oddaj. Z seboj si prinesla tudi poseben predmet, do katerega gojiš poseben odnos. Nam lahko poveš nekaj več o tem? Ja, prinesla sem tale prstan, ki je zelo lep. Prinesla sem ga pa zato, ker so mi ga za 60. rojstni dan kupili moji ljubi ljudje. Družina, prijatelji, moj tako imenovani bodoči mož, ker je bil drag za naše razmere, mi smo bolj skromne sorte, in so zložili skupaj dinačke in me skupaj razveselili s tem prstanom, ki mi veliko pomeni, ker mi ga je dala skupnost, ne en pa en, ampak skupnost ljudi, ki jo je povezala ljubezen do mene. In zelo mi je všeč, ker je to prstan, to je krog. Ker krog življenja, mi po tem krogu potujemo, se rodimo, gremo čez ta krog in skozi ista vrata, skozi katera smo prišli oziroma odšli iz doma, se vrnemo nazaj domov. In krog življenja je večni krog. Bravo, bravo, res je. Menjujemo le obleke, bi rekli, oziroma naša telesa, duša pa ostaja ena in ista in dvigamo in v tem krogu potujemo. Odlično. Kaj bi svetovala našim gledalcem, oziroma kaj čutiš, da je tisto, kar lahko zdaj mi sami naredimo v teh prelomnih časih? Vemo, da niso lahki, mnogo ljudi je v stiskah, mnogo ljudi je v strahovih. Kaj lahko zdaj ljudje mogoče sami naredijo, da dvignejo zavest, kar je tudi namen te oddaje, torej da prebudimo Slovenijo, da se odprejo srca? Ja, jaz lahko samo svoje življenjske izkušnje govorim, in bi rekla takole. Najprej začutimo sami sebe in si po resnici povemo, kako nam je. Ene je strah, eni ne vejo, kako bodo, eni so v taki stiski drugačni. Najprej reči, takole je z menoj. Ena mojih najljubših pesmi poje je, kar je, pravi ljubezen. In to, kar je, objet in sprejet. In potem pa vstopiti zelo močno ali v strah, ali v bolečino, ali v to stisko, ali v veselje, so tudi druga čustva. In nekako čim bolj svobodno zaplesati s tem čustvom in verjeti, da je vse za nekaj dobro, da vse mine, in da tam, kjer je problem, je tudi rešitev. Ker problem smo dobili ravno zato, da se bomo prek rešitve učili. Življenja. Življenje je šola. In Šventner pravi aforist, v to šolo hodimo bolj ali manj radi, ampak na končni izgled pa noben noče iti. Točno tako, ja. Delala si tudi z umirajočimi, oziroma še vedno delaš v hospicu. Nam lahko poveš kaj o svojih izkušnjah na tem področju? V tem jaz kar veliko govorim zato, ker verjamem, da smrt ne sme biti tabu.
kot noben strah ne. In strahu vzamemo moč, če o njem govorimo, če si ga podelimo, če ga sprejmemo, če ga objamemo. In potem se bo počasi manjšal. Zato jaz rada govorim o teh izkušnjah. Zdaj jih fizično nimam zaradi tega virusa, ampak veliko ljudi mi telefonira in se pogovarjam, kako težko jim je ob umirajočih, nekateri so izgubili svoje bližnje v tem času, kako je v tem žalovanju in tako. Ampak raje bi ti mogoče povedala svojo izkušnjo z delavnico Življenje, smrt, življenje, ki jo vodi Adrian Hezele, s katerim se imava zelo rada, če smem tako reči. In jaz sem na tej delavnici doživela naslednje. On prek globoke meditacije pele človeka do roba, da na nek način že gre čez tisti rob, ko je telo mrtvo, ampak ti, ki greš čez ta rob, si seveda živ. Samo v meditaciji vidiš, kako je, če greš čez. In jaz sem zagledala eno tako čudovito svetlobo, žarečo, toplo. To je bila ena sama ljubezen. In jaz sem bila tako srečna, da potem, ko nas je zbudil iz te meditacije, sem rekla, pa tudi nesramen človeku ne privoščiš niti 5 minut tega globoke zadosti. In je rekel Adrian, poglej na uro. In jaz sem pogledala na uro in videla, da sem bila 2 uri v tem stanju. Brezčasje, Brezčasje, ki je minilo, kot bi pihnil seveda, ker ni ne časa, ne prostora, je pa božansko lepo. Tako da, če bom res umirala na tak ali pa podoben način, bo moja smrt lepa in upam, da bo res. Absolutno. Delo na sebi, transformacije, preseganje omejujočih vzorcev, čutenje sebe, ljubezen do sebe. To so neki ključi, po katerih v bistvu zdaj ljudje segajo. Moderna znanost nam to zdaj govori, dr. Lipton, dr. Dispenza, ki jih jaz tudi študiram, pa proučujem, pa svoje lastne izkušnje psihoterapevtske, ko dejansko ljudje so v globoki stiski, so v rani, ampak tako, kot sva rekla, ko odprejo srce, ko si dovolijo čutiti sebe in vse te bolečine, takrat jih lahko sprejmejo in tudi presežejo, je tako? Ja, se popolnoma strinjam. Se mi zdi, da je zelo pomembno se zavedati, kako je človek celovito bitje, da smo telesni, duševni, duhovni, socialni. Vsi vidiki. In da skušamo vse to živeti, polno, radostno živeti. In ta moja izkušnja z rakom, ki je bila težka operacija, ampak mene je ogromno naučila, ker mi je potrdila to, kar sem je že prej verjela. Verjela sem, da je, če so rekli, boste hodili z berglami nekaj časa, jaz sem, takoj, ko sem to slišala, sem rekla, jaz ne bom hodila z berglami. Zaradi tega, ker se hodi z berglami, se noga navadi in se odvadi tiste svoje, potem moraš pa spet navajati, to je dolg proces. Sem rekla, da bom raje počasi začela, stopila na svojo nogo, kjer so mi del kosti odrezali, in hodila brez bergel in tako je tudi bilo. Dejansko, ne? In še marsikaj drugega, da ne bom ponavljala, ampak kar mi pošljemo v možgane, to svojo globoko vero, zaupanje in besedo je možno, je mogoče. Torej vse je mogoče, če se to odločimo, je tako? Ja, to je izbira. Točno tako. Ni pa takrat, ko se je ta rak začel delati pod mrtvim zobom, ne vem, ali to 15 ali 20 let, nisem tega vedela. Vedela sem pa, da se nekaj dogaja, ker imam stik s svojim telesom. In sem vsem zobozdravnikom, ker sem jih tudi menjala, rekla, poglejte, kaj se tam spodaj dogaja. No, k sreči je to pol izbruhnal na čeljust, da se je takoj prepoznal, operiral in pika amen. In pravim, dobro, da je to zdaj prišlo, ker že toliko veliko vem, ker sem že toliko bolj odprta, ker če bi jaz to dobila, ker sem stara 50 let, ne vem, če bi šlo tako, kot je šlo zdaj.
In če bi upala s sabo sedeti, takale, malce spremenjena, z drugačnim glasom. Ampak to ni bistveno. Absolutno. To ni bistveno. Bistveno je, da sem sporočila. Jaz, moja energija, moja ljubezen, moje zaupanje. Pol pa, če rečem še dober, ali ga ne rečem, ali rečem dober ali slabš, to sploh ni bistveno. Bistveno je, da sem, ki sem taka, kakršna sem. Tako, kot bi rekel Sai Baba, my life is my message, torej moje življenje je moje sporočilo. In to je tisti ključ, a ne? In ključ je odprto srce in sočutje in ljubezen do sebe. To je tista osnovna gonilna sila, kot bi lahko rekli, a ne? In zaupanje v to življenje, torej ta predanost, da je in bo vse ok in da je vse točno tako, kot mora biti. To je tista mantra, a ne? Bova nadaljevala po kratkem premoru, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov z našimi gledalci in gledalkami. Dobrodošli nazaj v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moje goste je danes izjemna Manca Košir. Ko sva se spoznala, mi je podarila tudi knjige, oziroma knjigo Srčnice, izjemna poezija. Govori o življenju, o minevanju, o srčnosti, o ljubezni. In zdaj bom prebral eno knjigo, oziroma eno poezijo, tukaj eno srčnico iz te knjige, torej naslov je Srce. Grobost je raskava, ker pogled ne zmore pod kožo. Tam so gozdovi, veliko tišine in mraz. Zato kaj zmrzne ob nepravem času zame, ampak srce je živ organ, utripa ne glede na mraz in čas, dokler se ritem ne izgubi v neskončno črto. Mogoče kakšna beseda na te besede? Ja, srce je naš ključen organ, a ne? Srce je 5000-krat močnejše, ne? Ja, so na HeartMath inštitutu zmerili, ja. Kot možgani. Se pravi, negovati ne razum, znanstveni izsledki in tako naprej. To so informacije, ki so koristne samo, če smo mi v srcu. Tukaj je naš dom, tukaj je naša resnična domovina. In midva lahko govoriva take in drugačne besede, ampak midva se razumeva, ker tvoje srce razume moje in moje srce razume tvoje. In taka komunikacija je čudovita, tudi če je brez besed v molku, z umirajočim, ko še malce trepeta njegovo srce, se lahko vse pomembne stvari zmenimo, ker se vse življenje nismo. Komunikacija duše v bistvu z dušo. Mu povemo, kako ga imamo radi in tako. Tako da negovati srce, verjeti v njegovo moč, verjeti v njegova sporočila. Kadar me kdo vpraša, kaj naredim, kako jaz pravim, kaj pa pravi tvoje srce, ampak srce slišati pa ni tako enostavno. Točno tako. Je treba kar precej delati na sebi. Ja, v tem hrupu vsakdanjega življenja, v teh načrtih, v tej tekmovalnosti, v tem borbi za uspeh, za denar, za moč, za oblast, jaz ne vem, zakaj se ljudje vse borijo. Je srce tih organ. In srce govori z jezikom tišine, tako kot govori Bog. Bog govori tudi z jezikom tišine. In Boga lahko sliši samo srce, samo naša duša. Če zna brati tišino, ko utihne. Točno tako, ko sva danes usklajena, ne? Ja, po barvi. Si rekla, prej sem meditirala, kaj boš oblekel, sem se šel vmes preobleči, evo, to je to, ne? Ko slišiš, ko začutiš in slišiš svoje srce, svojo intuicijo, ki je glas duše v resnici. Ja, intuicija je res nas vodi po pravi poti, ne? In se spomniš, ko sem jaz bila na najnem randevuju, par metrov od tebe, ker me intuicija prav pelala, sem pa zgrešila naslov. Potem sem pa vklopila razum, pa sem šla narobe. Ja, točno to. Če bi šla še tiste par metrov, pa bi prišla do tebe, do cilja. Sem začela dvomiti v svojo lastno
To je to. Dvom je največja ovira v resnici, ko ne zaupamo, ne, intuiciji. Ja. Včasih pa prav pride. Če nam tele razne politične opcije, take in drugačne, ne bo že dvom v vse. In si ustvarimo svojo lastno sliko v skladu s svojim odprtim srcem in željo, da bi bilo Sloveniji dobro. Vsem ljudem, živalem, rastlinam, naši zemlji. No, ko sva že pri teh časih prelomnih, moderna astrologija nam tudi govori, da je dejansko to res prelomen čas, ko se bo zgodilo več sprememb kot prej v celotni zgodovini človeštva. Kaj bi lahko recimo za naše gledalce, da jim malo pomagamo, ko so v stiskah, ko so v težavah zdaj, rekli na ves ta korona čas? Ja, da nek razlog, da je tle je, ne? Mi tega razloga ne moramo razumeti. Zakaj ne? Kot piše Tora. Tora pravi, Boga lahko vidimo samo v hrbet. Ko je že svojo upravo, vidimo, kaj se je zgodilo in pogledamo na to. Ja, in če jaz gledam svoje življenje, ki je bilo precej razburkano in pestro in je imelo kar veliko dram, takrat sem mislila, da je to nekaj najhujšega, zdaj pa pravim, hvala Bogu, da so se zgodile. Bilo darilo, a ne? Darilo, jaz ne bi bila to, kar zdaj sem, če ne bi bilo vsega tistega prej. Mi smo vedno posledica. In korona je tudi posledica česa? Napačnega odločanja, napačnega življenja, uničevanja planetov, zraka in tako naprej. In zdaj je samo eno vprašanje, kaj se bom jaz naučil? Ker to je izziv. To ni težava, to je izziv. Kaj bom jaz v tem izzivu storil, da bom jaz odprl srce, bil sočuten, pomagal ljudem, drugim, seveda tudi sebi, jasno. To je, ne gre, če do sebe nisi sočuten, tudi do drugih ne moreš biti pa resničen, pristen, tak, kar zares si. Ne, da se nekaj delamo, da smo nekdo drug. Brez maske, ne? Ja, z masko, brez maske. Tako, to je dejansko. Medva mava pa pleksi steklo. Mava, ja, pregrado danes za zaščito, a ne? Ja, pravilno. Je treba to resno vzeti, a ne? Ja, dejansko. Ok, torej dvig zavesti, a ne, tudi jaz vidim tako, to je res priložnost, da ljudje dvignemo zavest, da dvignemo vibracijo, da dejansko presežemo svoje strahove, dvome, omejujoče podzavestne vzorce, programe, stališča, koncepte, zaobljube, vse, kar smo si kadarkoli dali v tem življenju ali pa še nazaj, a ne, kar dejansko nosimo nekje globoko potlačeno v sebi, je zdaj res priložnost, da se ljudje z vsem tem soočijo, poglobijo vase in grejo na višji nivo. Ampak počasi, step by step, ja. S potrpljenjem, z zaupanjem, nič prehitevati, nič drveti iz ene delavnice na drugo delavnice, iz druge na tretje, od enega. Tudi ljudje šibajo sem pa tja. Počasi, eno stvar. Jaz včasih preberem en stavek in o njem premišljujem en dan ali pa en teden ali pa še dlje. Mi je prijatelj napisal pismce, v katerem je rekel, Manca, se ti veš, dobrota ni sirota. Dobrota se vedno vrne. In jaz to zdaj vidim, koliko dobrote sem deležen. Jaz sem tako srečen človek, a ne? In je rekel, če boš plevel na sosedovem vrtu, ti ne boš imel plevela. Ker ne bo prišlo to seme tega plevela, ker se ti ta plevel oplev na sosedovem vrtu. Se pravi, in ta stavek je meni dal toliko enega vesela, ker se mi zdi, da je res dobro plevel v svojem srcu, ampak tudi na sosedovem vrtu, kadar ogroža njih, ne? To pa ne vemo, kakšen plevel je, to pa, če so sosedje pametni, nam kar povejo. Absolutno. Rečejo, jaz sem tukaj hodila gor pa dol, me je malo zebel, jaz sem šla k dragemu bratrancu, sem nekaj prosim, imaš kakšen pulover, da mi ga posodiš, ker mene zebe. En drug, moja mama, ki je bila z prejšnje generacije, ne smem obremenjevati ljudi, kaj si bodo pa ljudje mislili, ne bi šla prositi, prehladila bi se, in ne vem še, kaj bi bilo, zato, ker ne bi izrekla. Moj ljubljeni pesnik, Rainer Maria Rilke, v Devinskih elegijah, ki so mu jih diktirali angeli, zapiše:
Tu je čas izrekljivega, tu domovina njegova. Izreci in izpovej, ne tišati not, ne se dela, da tega ni. In zato bi jaz predpisala vsem Slovenkam in Slovencem eno dobro psihoterapijo, tako ali drugačno. Tako, da se poglobijo vase, ja, dajo resnici lahko smo to prijatelji, lahko so to profesionalni psihoterapeuti, tako kot si ti, lahko, ne vem, ampak treba je izreči. Povej resnico in resnica te bo osvobodila. Ja. Rekel saj baba tudi, a ne? Ja, od Kristusa se je pa naučil. Že tako, ne? No, ja. Tako, ja. No, evo, še izvorna koda. Kristus je rekel, resnica nas bo osvobodila, resnica sem jaz, ne? Ja, točno. Ampak to si ljudje težko predstavljamo, ne? Ampak prvi del stavka si pa lahko predstavljamo, kaj pomeni. In jaz ga zelo velikrat ponavljam, sebi in drugim. Ja, zdaj je čas, v bistvu, da prebudimo to Kristusovo zavest. V bistvu, vse to vsi imamo v sebi. V bistvu, Gotovo. Kristus živi, še vedno. Kristus je vstal uči cerkev in potem se takole vsi tresajo pred ne vem čim. Zakaj že ne? Ja, kje je tukaj globoka vera? Kje je tu zaupanje v življenje? Ja, ki je ga prinesel Kristusa, ne? Absolutno. Hvala za te globoke besede. Se vidimo čez nekaj trenutkov. In smo že nazaj v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moja gostja, izjemna Manca Košir. Prebral bom naslednjo srčnico in bom imela iztočnico za naprej. Sejalci svetlobe, posvečeno patru Karlu Gržanu. Niso prišli, da bi rohneli. Svetlobo so napojeni in to sejejo v svet. Prepoznamo jih po luči, ki sveti v njih. Tej luči odpremo srce in potem slišimo še njihove besede. Besede sočutja, ki se sklanjajo najnižje. Besede ljubezni, ki upovedujejo najvišje. Sejalci svetlobe presegajo razlike, ker iz njih gleda tretje oko. Oko jasnega neba, oko Boga. Wow. Lepo si prebral. Hvala. Močna, ne? Močna, globoka. Jaz sem vse te srčnice, to je nemška izvedba, slovensko-nemška, ampak samo slovenska ima naslov Iz trebuha in neba, dobila vse po navdihu. To pomeni, da sem meditirala, bila v tišini. Se čuti, in potem sem rekla, no, kaj mi hočeš pa danes povedati? In največ sem jih dobila na duhovnih vajah v tišini, kamor že shodim že 30 let. In potem mi dobimo branje Božje besede. In jaz preberem en kratek odlomek ali pa samo en stavek. In se potem po poljih sprehajam, po travnikih, s tistim stavkom v srcu. Potem pa pravim, no, kaj pa mi boš povedal? In dostakrat se napiše kakšna srčnica. In pater Karel Gržan je po moje svetnik. Ker on ima tako odprto srce in tako je poln sočutja in ljubezni, da ob njem vsak začuti bližino. Tudi če nič ne reče, ker mi smo energetska bitja. Najprej ta energija je pomembna. 99,9% energija, ne? Ja, pol pa besede, ne? Tako. Ampak ta energija, ne, ki teče skozi nas, ali pa ne, ali se pa kje zablokira. Ja. Ampak Karl je čudovito bitje. Super. In zato je dobil tako lepo srčnico. Še meni gre na jok, ker si jo tako lepo prebral. Joj. Ja, odprto srce je ključ. In sočutje je ključ danes, sploh v teh časih. Dejansko, kot je Jezus rekel, ljubi svojega sovražnika, torej tudi tisti, ki še ne zmorejo, da takrat damo sočutje, da takrat mi odpremo srce in pokažemo, kdo zares smo. In kako se to obrestuje. Absolutno. Kaj ti zob za zob, gre zobje stran. Oko za oko oba oslepita. Ampak ljubezen, sočutje te pa tako poveča,
ti da toliko notranje moči, tako da je tvoje naročje še večje, še več lahko objameš. Če je človek zdravo sebičen, potem ljubi tudi svoje sovražnike, jaz jih itak nimam, ampak mogoče kdo misel, ne? Kakšna, da sem, pa da nisem po njegovem kopitu, ampak od mene nikoli ne bo dobil sovraštva, samo prijazen nasmeh, objem, sočutje, pa ne si tako misli, ampak jaz si zato ne bom o njem mislila nič slabega. Ker to škodi nam, je tako? Ja. Zamera škodi nam, torej zakaj bi mi gojili zamero v srcu? To je zelo nezdravo. Tako. Zamera dejansko nas otrdi srce v bistvu, na ta način. Ni v bistvu te ljubezni, ni čistosti, potem dejansko pozabimo, kdo smo, ker je ego. Mogoče še kakšna beseda o egu? Ja, jaz sem zdaj po tej težki operaciji imela veliko časa za brati to, kar včasih nisem, ker je bilo predebelo. Tečaj čudežev je taka debela knjiga zelo in mi jo je ljuba prijateljica Oli, ki se ji lepo zahvaljujem, poklonila in zdaj sem pa jaz ta Tečaj čudežev res v miru prebrala. In uči, da naj bi prepoznali, kdaj delujemo iz ega, kdaj pa iz duha. To učijo tudi duhovne vaje v tišini, kamor jaz hodim, že 30 let. In ko se človek uči ločiti, kdaj govori iz ega, deluje iz ega, ga je strah iz ega, ta negativna čustva, kot rečemo, so vsa v egu doma. Duša ne pozna ne strahu, ne sovraštva, ne zamere, ne jeze. Duša vse objema, ker duša ve, kdo je in kaj je. Ego se pa dela, da je nekaj drugega. In zato jaz zelo, že gotovo 30 let treniram to razločevanje, kaj tudi moj ego ima še kdaj krempelčke, brez skrbi. Biva. Ampak nisem pa njegova sužnja. Tako, moj eden izmed mentorjev, dr. John Rowan, transpersonalni psihoterapeut iz Londona, je rekel, postavi ego, da je tvoj služabnik, torej da ti služi, da ga pač porabiš, ko ga pač rabiš, ne pa da je direktor tvojega življenja, torej ne da vodi tvoje življenje, ampak naj ti služi in daj mu ti ljubezen, daj mu ti sočutje, torej takrat dejansko ne bo skakal koliko topica in ne bo iskal zunaj ljubezni, zunaj pozornosti, zunaj podpore, ampak mu boš ti sam dal to in potem bo dal mir. Jaz se strinjam, no in moj včasih se kaj nežnega meni reče, jaz drugim ljudem ne delam na slabega več. Včasih sem jih pa gotov, ker nisem vedela, znala, zmogla. Smo prizadeli druge, ker nismo znali drugače. Vse v svojem času. Ampak zdaj, če ga vidim, da ti krempelčke, jaz kar ne boš me ti. Torej postaviš mejo egu. Ne boš več, dovolj je bilo. Ne boš. To je to, jasne meje. Ja, in potem takrat grem v tišino ali preberem kako mistično poezijo ali odprem Sveto pismo. Imam že čisto počrtano in z datumi opremljeno, kaj mi je kateri dan kaj povedalo. Ker to je živ organizem, to z nami govori, je z nami v živem dialogu kot vse, kar so napisali sveti ljudje. To nima časa in prostora, njihova zavest. Gre tudi od tlele, jaz tako upam, da čez 100 let bo še kdo prebral to pesem. Ne vem, če tako lepo hoti, da je. Hvala. Imaš talent, imaš talent. Hvala. Čudovito, hvala. Ja, dejansko. Pot srca ni lahka, pot duše vedno ni lahka. Jaz sem tudi se soočil z globokimi depresijami, ni mi bilo več za živeti dejansko, ampak takrat res se začutiš, takrat ideš globoko vase, v tisto najglobjo temo svojo in pogledaš svoje resnici v oči in si rečeš, ja, vendarle je vredno, vendarle se splača truditi in sem začel meditirati in teči
pol metra snega je bilo, sem tekel v tistem snegu. In sem rekel, ne, jaz imam poslanstvo, jaz bom nekaj naredil v tem življenju še. In ja, sem zmagal. In tako tudi ti, recimo, pač zmagala si, dejansko tukaj si. Živa, zdrava, še bolj srčna, še bolj odprta. To je tisti ključ, to je tisti smisel, je tako? Ja, jaz mislim, da nismo mi nič posebenega, da ne bi si kdo mislil. Mislim, da imamo vsi ljudje na tem Božjem svetu enako možnost. Eno tukaj, enost, ta resnica. Da to prepoznamo samo, kakšni so, kot si rekel, naši vzorci, kakšne so travme naših generacij, ki nam starši niso povedali hudih reči, namesto da nam bi govorili, da bi mi vedeli. Jaz sem skozi majhen otrok sanjala, da ogenj gori, ne vem, Nemcev sem se bala, tresla sem se, nikoli nisem vedela, zakaj. Mama mi je malo pred smrtjo povedala, da so njeno sestro zažgali v enem od teh taborišč v Plinski celici. In jaz, ker sem tako intuitiven človek, sem nosila to travmo, pa nisem vedela, kaj nosim. In sem jo srečno odložila, sem rekla, ljuba mati, to bi mi pa lahko prej povedala. Te nisem hotela obremenjevati. Ravno s tem, ko mi nisi povedala, si me obremenila. Če bi mi povedala, bi jaz to razumela in bi že prej odložila. Točno tako, ne. Če travm ne ozavestimo, so v podzavesti, ne moramo razrešiti. Ja, in zato so morala stesanje fajn, da pridejo povedati, kaj imamo še za početi. Točno tako. Tako da vse služi temu, da se prepoznamo in vsak od nas ima eno pomembno poslanstvo, ampak ne za dobro samega sebe, ampak za dobro vsega, kar je na tem Božjem svetu, ljudi, živali, rastlin, zraka, voda. Vsi smo tukaj del te družine, ki naj bi sodelovala, povezana v to eno, v to skupnost, v to ta večni krog življenja. Večni krog življenja, da bo vsem lepše in boljše. In to je naše poslanstvo. Super, hvala. Hvala, draga Manca Košir. Bilo mi je v veliko čast, da si bila gostja v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Jaz bi zaključil zdaj še z eno srčnico. Z veseljem. Tako, za naše gledalce. Tukaj se je odprla knjiga, tako da glasba. Koliko glasbe je v meni? Male pesmice iz otroštva, ljudske ali narodne in operne arije. Besede, ki sem jih že davno pozabila. Vzhajajo kruh spomina in se srečne smehljajo v mojih ustih. Vse so žive in so tu. Vse je živo in je tu. Simfonija vesolja je glasba srca, ki ni nikoli pozabila kozmičnega zvoka. Zato živi, zdaj in v večnosti. Razlike ni. Globina. Hvala. Hvala našim gledalcem, da ste bili z nami in se vidimo prihodnjič. Aha, pa še tole. Kdor bo izbral najbolj zanimiv, oziroma kdor bo se poglobil vase in dal najbolj zanimiv komentar za najljubšo srčnico iz te knjige, bo dobil za darilo to isto knjigo. Torej, vabim vas, da najdete v sebi, oziroma da se povežete s svojim srcem in izrazite, katera srčnica vas je najbolj nagovorila oziroma katero najbolj čutite. In gledalcu, gledalki, ki je dejansko dal najboljši komentar oziroma je to najbolj zavibriralo, tudi Manci, bo Manca podarila to knjigo z največjim veseljem. Z veseljem. Knjižnice so odprte, pa ne grejo pogledati. Mislim, da so nagrade lepe samo takrat, da se za njih malce potrudimo. Absolutno. In v knjižnico pogledati to knjigico ne bo težko. Tako, absolutno. Hvala vam še enkrat in hvala Manci, da je bila z nami. Tako da se vidimo naslednjič. Hvala lepa.